Dobar dan vsem. Napravimo zdaj eno vajo v zvezi z strenjem na klancu. Recimo, da imamo en klanec, ki je nagnjen za kot alfa, ki je 30 stopinj. In imamo koeficient trenja, telo drsi dol po klancu, in imamo torej koeficient trenja, ki velja 0,2. Hočemo določiti pospešek, s katerim telo drsi po klancu. Torej, kaj moramo rabiti? Drugi Newtonov zakon, da sila je enaka masa krat pospešek. Sedaj, katera sila, rezultanta sil, usmeri usporedno s klancem. In katere sile delujejo takrat? Dinamična komponenta sile teže, ki vleče telo dol po klancu, in njej se pa upira sila trenja, ki skuša to gibanje zaustaviti. V tej smeri imamo samo te sile. Modul rezultante dobimo enostavno kot Fd minus Ft. Sta usporedni ti sili, sta nasprotno usmerjeni in ta sila trenja se upira dinamični komponenti sile teže. Ta je rezultanta sil na telo, in to je enako masa krat pospešek. Sedaj rabimo tukaj formule, ki sem jih razložil v enem drugem videu, si lahko greste pogledat. Torej, dinamična komponenta sil teže je mg sin alfa minus ft je mu mg cos alfa je enako m krat a. Sedaj vidimo, da celo enačbo lahko delimo z m, ki je prisoten v vseh členih. In gre proč. Sedaj vidimo, da ta izraz je enak a, torej a je enak temu izrazu. A je g sin alfa minus mu g cos alfa. Torej, damo vrednosti, g zaokrožimo na 10 metrov na sekundo na drugo, potem, če hočete, si lahko zračunate bolj točno vrednost. Torej, tukaj damo 10 metrov, tukaj moram samo pokazati, kako se napravi. 10 metrov na sekundo na drugo, krat. In sedaj sem tudi izbral takšen kot, za katerega znamo točno, koliko veljajo kotne funkcije. Drugače, za katerikoli kot si izračunate z znanstvenim žepnim računalnikom. Torej, sinus od 30 stopinj je ena polovica, minus mu dam 0,2 krat 10 metrov na sekundo na drugo, krat kosinus od alfa, tudi znamo točno, koliko je koren od 3 polovic. Ja, sedaj, tukaj ta 2 ga krajšamo z 10, in 0,2 krat 10 je točno 2, ki ga gremo krajšati s tem 2. Torej, tukaj v prvem členu dobimo 5 metrov na sekundo na drugo. Minus, tukaj imamo koren od 3 metrov na sekundo na drugo. Torej, lahko napišemo direktno 5 minus koren od 3 metrov na sekundo na drugo. Potem si lahko zračunate, koliko je točno koren od 3 in napravite tukaj približek. Sedaj se moram samo pokazati, kako se napravi. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.